Dober dan, to je N1 studio. Kdo bo z ene od najnižjih točk v zgodovini reševal slovenske socialne demokrate? Potem, ko jih je afera Litijska z glavno akterko Dominiko Švarc Pipan pahnila na rob političnega preživetja, se Tanja Fajon z vrha SD poslavlja. 13. aprila jo bo na kongresu nasledil, če ne bo spet kakšnega vratolomnega preobrata in presenečenja v obliki novega kandidata na kongresu, eden od treh današnjih gostov. Evropski poslanec Miran Brglez, dober dan. Dober dan. Vodja poslanske skupine in podpredsednik SD Jani Prednik, dober dan. In župan Ajdovščine, tudi predsednik županskega foruma SD Tadej Beočan in dober dan, dobrodošli. Ko smo v prvih mesecih tega leta nekako vsi analizirali, kaj se dogaja v vaši stranki, smo se spraševali, je mar res zdaj prišlo na plano tisto, kar se o SD govori že leta, pa kar si misli velik del vladajoče Svobode, vaše koalicijske partnerice, o tem javno govori tudi kirurg Erik Brecelj zelo brutalno. Dominiko Švarc Pipan je do zadnjega, čisto do skrajnega roka na položaju pravosodne ministrice držal sam predsednik vlade Robert Golob, vaši stranki navkljub. Odšel je glavni tajnik Klemen Žibert, njegov začasni naslednik Matevž Frangež pa je lahko le nekako ponavljal dve vzduši znotraj SD. Prvič, poglejte, kaj so nam storili, in drugič, poglejte, kaj smo storili. Za začetek zgolj kratko, katera od možnosti je vam bližje oziroma po vaše prevlada, gospod Brglez? Gre kombinacijo za obeh. Tukaj zadeva je tako dolga, ima takšno brado, da preprosto ne more biti kaj drugega kot kombinacija obeh. Vsaj jaz to pravim kot nekdo, ki je relativno pozno prišel v sistem. Dobro, gospod Prednik. Poglejte, v tej situaciji smo kot stranka reagirali zelo zrelo in drugače, kot so reagirale stranke, ki so se tudi zapletle v afere v preteklih 30 letih. Kot stranka smo takoj reagirali in z vseh pozicij umaknili akterje ter prepustili vlogo raziskovalca tistim organom, ki seveda so za to pristojni. Ja, kaj pa to, kar sem vas vprašal? Katera možnost je bližje? Tudi jaz se strinjam tu z kolegom Brglezom, je kombinacija vsega. Gospod Beočanin. Enako bi se strinjal, pri čemer seveda gre absolutno poudariti, Socialni demokrati nismo koruptivna stranka. Naleteli smo na krizo, kjer smo ustrezno odreagirali. Tiste akterje, ki so bili kakorkoli v afero upleteni, nekoliko umaknili in sedaj je čas, da se zadeve v miru raziščejo, da se lahko konec koncev postavijo smernice za naprej. Volivci sicer niso najbrž reakcije prepoznali kot najbolj ustrezne, saj je podpora stranki zgrmela na zgodovinsko dno. Gospod Beočanin, predsednica stranke Tanja Fajon se je v tistem kriznem obdobju posvetovala tudi, oziroma sedela tudi z vami, to smo videli. Kaj ste ji svetovali? Kot rečeno, po tistem je stranka strmoglavila na zgodovinsko dno, Tanja Fajon pa na rep lestvice najbolj priljubljenih politikov. Kaj ste ji rekli takrat? Stranka je strmoglavila takrat, ko, se nam je ta afera zgodila. Takoj po odzivih predsedstva in vseh ostalih organov stranke smo začeli seveda se nazaj pobirati. Nekoliko metafori rad rečem, da smo bili ranjeni in ta rana se nam pravzaprav danes celi. Tudi današnji rezultat ni več, rezultat, ki smo ga takrat doživeli. Smo se po tem rezultatu pobrali in jaz verjamem, da se bo ta odstotek v javnomnenjski podpori samo še višal. Kaj pa ste rekli takrat Tanji Fajon? Absolutno sem takrat zagovarjal stališče, da je potrebno zadeve raziskati, preiskati, jih pregledati in na to sprejeti ustrezne odločitve. In to vsi trije ponavljate. Gospod Prednik, ste vodja poslanske skupine, podpredsednik stranke, imate najvišje funkcije. Pred 2 letoma ste želeli kandidirati proti Tanji Fajon na kongresu, že drugič, potem ko ste prvič izgubili 2020. Nazadnje ste se potem iz tekme tik pred zdajci umaknili. V zvezi s tem še danes dobivate veliko vprašanj članstva, pa tudi kritik. Ali danes to obžalujete, glede na to, da se je potem stranki pod njenim vodstvom zgodilo to, kar se je zgodilo? Ne, te poteze ne obžalujem. Potrebno je vedeti, da so pred letom in pol bile tudi okoliščine nekoliko drugačne. Takrat smo bili tik za volitvami, Socialni demokrati smo dobili 7 poslancev, izpogajali 4 ministrska mesta v vladi Roberta Goloba in članstvo je bilo s tem zadovoljno. Potem je prišel kongres in odločil sem se, da dam stranki prednost pred lastnimi ambicijami, ker bi se lahko zgodilo, da bi na tistem kongresu šla stranka na pol in bi seveda to verjetno takrat pomenilo razkol tako znotraj stranke, kot tudi,
prva nesoglasja znotraj vlade. Takrat si tega nismo smeli privoščiti in zato takrat jaz niti nisem dal soglasja za tisti kongres in ta odločitev je bila pravilna. Ja, vam člani še danes očitajo, dobesedno očitajo, da so vas podpirali, da bi vam dali glas, vi pa ste se umaknili. Tokrat se ne boste, lahko to zagotovite. No, tokrat se ne bom umaknil, takrat nisem dal soglasja, tokrat sem soglasja dal in grem do konca. Kaj pa vi, gospod Brglez, vi dopuščate možnost, da še umaknete soglasje za kandidaturo za predsednika? Niti podrazno, v bistvu. Borba za pravo socialno demokracijo, tako v Evropi kot Sloveniji, ti dve borbi sta povezani in začne se tukaj pri temelju, da lahko potem v Evropi delamo tisto, kar je treba, da ustvarimo pogoje za to, da bo družba bolj solidarna. Torej, v tekmo greste pa vi, gospod Beočan, in kakšno Popolnoma možnost? enako velja, v tekmi smo vsi trije do konca. Torej, vsi trije boste na kongresu. Vaš protikandidat, gospod Brglez, Jani Prednik, je lani v intervjuju za Delo članstvo precej razburil z odgovorom na vprašanje o zamenjavi Tanje Fajon, ko je govoril o krizi strankine identitete. Citiram: "Menim, da smo se tudi slovenski socialni demokrati izgubili v tako imenovani politični korektnosti, s čimer smo izgubili tako vonj kot okus in barvo, če naj se metaforično izrazim. Postali smo nevidni." Konec citata. Se vi s tem strinjate in kje vidite svoj del odgovornosti kot evropski poslanec, kot tisti, ki barve SD zastopa v Bruslju in Strasburu? Ja, najprej ne strinjam se, da nimamo oziroma da nismo sposobni imeti barvo, okus. Bom rekel tudi ideologijo, konec koncev, ker to nas na nek način povezuje. Zato pravim, da se moramo vrniti k koreninam socialne demokracije. To pa pomeni k družbi, ki bo pravična, ki bo znala biti solidarna, vključujoča. Družbi na drugi strani, ki bo razumela, da je treba ljudem dati svobodo, ampak tudi vzajemno omogočiti enake možnosti. Zdaj, če vse to pravzaprav gledamo na ta način, potem je boj na evropski ravni nujno povezan s tem, kar delamo pri nas. In na evropski ravni dejansko poskušamo v sodobnem času, ko imamo pred sabo številne krize, zastopati socialno dimenzijo in to nam uspeva. Tam nam liberalci sledijo, tudi slovenski. In jaz mislim, da če te svoje pozicije ne bomo znali uveljaviti, potem tudi ne bomo mogli biti integralna sila za levo sredino v Sloveniji. Integralna sila za levo sredino v Sloveniji pa pomeni, ja, tudi pameten del levice upoštevati, ampak drugi tudi socialne liberalce. Konec koncev sem bil skupni kandidat na prejšnjih predsedniških volitvah. Ja, gospod Prednik, vi še danes vztrajate pri tej oceni, da ste še vedno nevidna stranka, da nimate vonja, da nimate okusa. Gospod Brglez se s tem ne strinja. Jaz sem po tem intervjuju potem večkrat lahko tudi obrazložil, kaj sem s tem mislim. Jaz nisem dejal, da mi kot stranka nimamo programa in nimamo vsebine. Smo se pa v trenutni koaliciji morda nekoliko izgubili in morda prevelikokrat tudi sklonili glavo napram največji vladni stranki. To je bilo tisto, kar sem želel v tem intervjuju poudariti. In tudi sedaj trdim, da mi kot stranka vsebino imamo. Po mojem mnenju imamo tudi najboljši program in najboljšo vsebino, vendar ga morda v preteklosti nismo znali najbolje uveljavljati. Vi ste takrat govorili o tem, kako stranka stagnira, vendarle pa ste njen prvi obraz v državnem zboru. Vsak teden sedite na vladi s premierjem. Kaj ste torej vi naredili za to, da se SD ne bi zgodilo to, kar se je? Če pa ste opozarjali, pa očitno vaš glas ni dovolj slišan ali upoštevan. Zdaj, dejstvo je, da znotraj stranke seveda ni samo poslanska skupina, je tudi ministrska ekipa, je tudi predsedstvo stranke in vodstvo stranke. Ne morete v poslanski skupini učitati v preteklem letu in pol te koalicije, da pri marsikaterem vprašanju morda ni sledila koaliciji oziroma je imela odklonilno mnenje. To se je pokazalo tudi pri nekaterih glasovanjih. Gospod Beočan, in zakaj vi menite, da lahko tako kompleksne zadeve, kot je vodenje stranke, opravljate hkrati z zelo odgovorno in zahtevno župansko funkcijo, ki bi jo še vedno opravljali, ampak ne poklicno? Absolutno verjamem v to, da potrebuje stranka ta trenutek pravzaprav veliko energije porabiti tudi zase. Zato sem se odločil, da bom v primeru izvolitve tudi poklicni predsednik, kar mi jasno omogoča tudi nadaljevanje funkcije in s tem jasno tudi odgovornosti do mandata, ki so mi ga volivke in volivci zaupali, na način sicer neprofesionalnega opravljanja funkcije. Močno verjamem, da bom rekel lahko in da sem v teh 10 letih županovanja uspešno vzpostavil,
bom rekel, ekipo na občini. Imamo čudovite sodelavce, ki pravzaprav se zelo hitro odzivajo na odločitve, se zelo hitro odzivajo na vsakokratne spremembe in na ta način pravzaprav je vodenje take ekipe v užitek, pri čemer omogoča tudi tisti dodaten čas, ki ga pa nameravam stranki posvetiti. Ja. Kaj pa, če bo Robert Golob v skladu z dogovorom začetka mandata pričakoval in zahteval, da postanete minister v njegovi vladi? Torej v ministrsko ekipo ne nameravam vstopiti do naslednjih državnozborskih volitev. Tudi, če tako zahteva predsednik vlade Robert Golob? Tudi, če bo tako zahteval predsednik vlade. Dobro, kaj bi storili vi, gospod Brglez? Vendarle se potegujete oziroma se boste formalno potegovali še za en mandat v Evropskem parlamentu. Ne, to zares se bom potegoval. Ja, torej, lista še ni formalno potrjena, to sem želel reči, ampak kaj, če bo premijer zahteval, da postanete minister v njegovi vladi? Čemu bi se odpovedali? Najprej, ta stranka je avtonomna stranka. Odločitve, ki jih stranka sprejema, bo sprejemalo članstvo in noben zunanji, oziroma v tem primeru delegati. Jaz iskreno upam, da na naslednjem kongresu bo to članstvo in to je del mojega programa. Ampak tisto, kar je bolj pomembno, kandidiram tudi na evropskih volitvah, v obeh primerih, na enem in drugem v skladu z dogovorom na zadnjem mestu, ker je treba stranki pomagati, da tudi na evropskih volitvah doseže čim boljši rezultat, ker ta dva boja, sem povedal, sta povezana, nista ločena. Dobro, kaj pa to, kar sem vas vprašal? To pa pomeni v bistvu, da v skladu s tistimi rezultati evropskih volitev, če bom mogel iti vsaj za pol leta gor, ja, ampak se mislim vrniti v ta prostor tudi čisto fizično. To pomeni pustiti sam mandat v tistem trenutku, ko je treba stranko peljati na volitve. Tukaj ni druge. To ne moreš delati tako, da si pa poslanec, pa potem peljati stranko. Ne, to je na pol. Ampak moraš pa oddelati tisto, kar ti ljudje zaupajo do mandat. Mandat pa pravzaprav na koncu pripada tudi listi, na kateri si bil. In po naši zakonodaji pač je treba tistih 6 mesecev delati, s tem pa tudi omogočiš čas zato, da se v stranki zadeve konsolidirajo in potem je vsak razmislek drugačen tudi možen in ogromno dela je v koaliciji. Ne potrebuješ ti prav mesta konstantno biti minister, zato da bi ga lahko upravljal. Ogromno dela je v parlamentu, ki je absolutno zanemarjen. Ne samo naši poslanci, tudi poslanci Svobode so zanemarjeni tem. Ja, ampak SD je že dvakrat imela predsednika, ki ni bil del vlade, to je bil Dejan Židan, pa tudi Igor Lukšič, ki niti v parlamentu ni bil. Vprašanje za vas pa je vodenje zunanjega ministrstva. Vas ne zanima, gospod Brglez? To sta dva preveč kompleksni zadevi, da bi jih lahko kakorkoli hkrati reševal. In to sem tudi zelo jasno povedal. Ne nameravam na zunanje ministrstvo, o tem boste vprašali aktualno ministrico, ne pa mene, ker ne bom nikogar v nič silil. Ste vsi za to, da ostane Tanja Fajon zunanja ministrica? V tem trenutku absolutno. In v bistvu pred nami so evropske volitve, tu takrat itak ne moramo ničesar narediti. Posledice evropskih volitev so pa do konca leta najmanj. Dobro, gospod Prednik, vi ste za to, da Tanja Fajon ostane zunanja ministrica tudi po kongresu, tudi potem, ko stranka dobi novo vodstvo? Tako je, sprememba na vrhu vodenja stranke ne more in ne sme vplivati na to, kdo je zunanji minister. Po vašem mnenju, gospod Beočanin, do konca mandata naj Tanja Fajon ostane zunanja ministrica? Torej, osebno ne pričakujem, da bi predlagal kakršnekoli spremembe v naši celotni ministerski ekipi, vključno s predsednico aktualno Tanjo Fajon. Torej, če prav razumem, tudi bom vas vprašal, gospod Prednik, trenutno ste vodja poslanske skupine in ste, bom rekel, od vseh treh največ v stiku z dogajanjem na vladi, kot rečeno, vsak teden tam sedite na koordinaciji, pa pred vsako sejo vlade. Torej, želite vodja poslanske skupine ostati tudi kot predsednik stranke, če vam uspe zmagati? Tudi kot predsednik stranke, če mi uspe zmagati, ostanem vodja poslanske skupine in kot ste že sami omenili, tudi kot vodja poslanske skupine v bistvu sodelujem na vseh koordinacijah in v vseh procesih, tako v državnem zboru, kot tudi na vladi. Eno od trenutno najbolj vročih tem za članstvo je prodaja vile na Levstikovi. Gre za tradicionalno bazo stranke, zadnje večje premoženje, ki ga SD pravzaprav ima, a ne? Kolikor sem do zdaj uspel slišati vaša stališča v zvezi s tem, gredo nekako takole: joj, raje ne bi, ampak če ne bi šlo drugače, potem pa res težkim srcem, ne? Gospod Brglez, od vseh treh ste v stranki najmanj časa, prej ste bili SMC, torej pri liberalcih. Lahko bi rekli, da ste najmanj čustveno navezani. 6 let bo poleti, odkar ste prestopili v SD. Ali stranka mora to vilo prodati, da se znebi več kot 1,8 milijona dolga? In če ne, kako potem sanirati ta dolg? Najprej bom vas malo popravil. Dobro. Ni 6 let,
v stranko sem stopil kasneje kot v poslansko. 2018 ste prestopili v poslansko skupino. Kasneje kot v stranko sem postopil šele po kongresu, ki je bil tisto leto, ki je pač obvezen v SD. Ampak navezave na stavbe zame niso tako pomembne kot vlaganje v znanje in ljudi. Članstvo to zelo veliko pomeni, ne? Ja, vem, da članstvo zelo veliko pomeni, ampak to stranko je treba sanirati na način, da je polnopravna in da se ji pravzaprav tega ne more kar naprej učitati po eni strani, po drugi strani pa dolgove treba plačevati in živeti v skladu s tistim, kar imaš. Na naslednjih volitvah se lahko zborimo za boljši položaj in na podlagi tega tudi bolje živimo. Torej, vaš odgovor, a se da stanje v stranki finančno sanirati samo s tem, da se proda vila, ali obstajajo tudi drugi načini in kateri? Bodo najverjetneje bomo morali pogledati tudi za druge zadeve, tudi tiste prostore, ki jih imamo zdaj, a si jih lahko privoščimo, si ne moramo privoščiti. Vse je pravzaprav podrejeno temu, da se stranka konsolidira in da se predvsem začnemo končno ukvarjati z ljudmi. Ja, ker na kongresu 2022 je bilo, kolikor vem, 1 milijon dolga in takratni glavni tajnik Klemen Žibert je obljubil, da bo to saniral. Danes, torej 2 leti kasneje, dolg znaša 1 800 000. Gospod Beočan, in ta vila se zdaj v bistvu že prodaja. Predsedstvo je sprejelo sklep o izbiri podjetja, ki zdaj izbira zavezujoče ponudbe. Dokončno odločitev o sami prodaji potem sprejme predsedstvo. Torej je neka varovalka, je neka diskrecijska pravica. Toda pozor, to bo novo predsedstvo, ki bo izvoljeno na kongresu. Lahko, da se s tem tudi ne bo strinjalo, bomo videli. Kako torej stranko izkopati iz rdečih številk, če ne sprodajo vile na Levstikovi? Torej, tisto, kar moramo nujno v tej fazi pravzaprav ugotoviti, je, ali ima stranka še kaj kreditnega potencijala. Namreč v tem dolgu, ki ste ga omenjali, 1 800 000 evrov, je pravzaprav dolga do bank relativno malo. Torej, govorimo o znesku okrog 350 000 evrov. In tukaj vidim pravzaprav priložnost, da z jasno nekimi dogovori, morebitnimi najetimi novimi krediti, za katere seveda lahko to nepremičnino zastavimo, tudi poplačamo naše dolgove in potem pravzaprav skozi daljše časovno obdobje ta dolg zmanjšujemo proti nič. Torej menite, da ne, da ni treba prodati vile, zato da bi se izkopali iz rdečih številk. Sem vas pravilno razumel? Sam bi, bom rekel, postopal po tej poti. Ukolikor pa seveda nekega kredita ne dobimo, je tudi ta opcija, dolgove namreč moramo poplačati, zatem trdno stojim, je tudi ta opcija odprta. Je pa po moji presoji zadnja, ki bi se jo poslužil. Ja, zdaj ste v bistvu tako odgovorili, kot sem prej v samem vprašanju nekako prebral. Gospod Prednik, v tej vili zdaj domuje inštitut 1. maj, vodita ga nekdanja ministrica Anja Kopač in bivši poslanec Janško Brne. Ste za prodajo in pod vprašanje, kaj se bo zgodilo z inštitutom, ki je sicer zasebni zavod, če stranka vilo proda? Dejstvo je, tu se strinjam z obema protikandidatoma, da dolgove je potrebno poplačati. Vendar pa vsaka hitna odločitev ni nujno tudi dobra odločitev. Dejstvo je tudi, da je trenutno predsedstvo, vodstvo stranke na nek način v odhajanju in zato je prav, da prihodnje predsedstvo, vodstvo stranke skupaj s predsedstvom odloči, kaj bo naredilo s to vilo. Sam pa se nagibam k temu, da se Levstikove, če se le da, ne proda. Torej, kaj pa z inštitutom? Ker zdaj se je nekako že bilo najavljeno, da samo še aprila bo ta najemna pogodba, potem se bo pa odpovedala, ne? Tudi kar se tiče inštituta, bo potrebno dogovoriti po kongresu, ko bo novo vodstvo, dogovoriti kaj z inštitutom, kaj z Levstikovo in kaj z Nazarjevo. Ja, gospod Brglez, po mojih informacijah so zdaj težave, zaradi vsega tega, ker se stranki dogaja v javnosti in tako že par mesecev. Inštitut vedno težje prihaja do sredstev donatorjev. To pa je, kot rečeno, neposredna posledica dogajanja v SD-ju. Kaj bi z njim storili vi kot predsednik stranke? Za tisto osnovno, kar taki inštituti naj bi delali, naj bi izobraževali naše člane, naše članstvo na eni strani, na drugi strani bili neko mislišče. Če upravljajo to funkcijo, so funkcionalni za stranko, vendar mora biti finančno zelo, zelo transparentni, najprej do same stranke, potem pa tudi do javnosti. Tako da, če je karkoli drugega zadaj, potem z takimi inštitucijami pač ne moremo polnopravno sodelovati, ker nas pravzaprav vleče v napačno smer. Kaj pa prodati, zapreti ali kaj? O zasebnem inštitutu jaz ne bom odločal, ampak potem stranka ne bo imela z njim nič. Bo pač morala v bistvu prekiniti odnose, če ta zadeva ne bo služila temu osnovnemu cilju, ki je. In ta osnovni cilj mora biti kredibilen. Zdaj, bom tako povedal, ne gre zgolj za to, kaj je res in kaj ni res. Včasih je pomembno in politiki ogromnokrat, kako je videti.
Že vides mora biti takšen, da lahko v bistvu kredibilno delamo na njem. Potrebujemo pa izobraževanje ljudi. Normalno, moramo delati z ljudmi. In to takšni inštituti Načeloma to ustanovijo počnejo. političnih strank, seveda niso, bom rekel, v nekih modernih demokracijah nič nenavadnega, to je treba povedati. Gospod Beočan, in vaše mnenje o tem? Absolutno se strinjam, da je inštitut 1. maj dobrodošla organizacija, ki pravzaprav na tisti vsebinski, pa tudi strokovni ravni suportira idejo socialne demokracije v Sloveniji in zato pravzaprav navezavo na to vrstne inštitute stranka potrebuje. Konkretno ta trenutek ne vidim nobenega zadržka za to, da bi kakorkoli predlagal prekinitev sodelovanja med socialnimi demokrati in inštitutom 1. maj. Kaj pa, to je bilo že tudi omenjeno, ne? Novi prostori na Nazorjevi, ki jih najemate, to so novi, to so lepi prostori, a ne, najemnina pa je seveda visoka. Ste za to, da sedež stranke ostane tam, gospod Beočan, in je kakšna alternativa? Torej, po meni znanih podatkih do leta 2026 alternative pravzaprav ni. Takšna pogodba je sklenjena, pogodbo je seveda potrebno spoštovati. Dejstvo pa je, da mora stranka živeti v skladu s svojimi zmožnostmi in ukolikor se ugotovi, da pravzaprav da si tolikšne najemnine ne moremo privoščiti, bomo seveda iskali ustreznejše rešitve. Na koncu dneva je tudi selitev nazaj na Levstikovo lahko ena od takih opcij. Ampak ste najbrž pogledali finančne podatke, v kakšnem stanju je trenutno stranka. Glede na to, kar veste do zdaj, ne bi mogli reči, a si lahko stranka to privošči ali ne? V danem trenutku pravzaprav ni niti izbire. Bomo verjetno morali kje drugje prišparati in ne pravzaprav pri sedežu oziroma najemnini, ki ga plačujemo. Pogodba, kot rečeno, po meni znanih podatkih je veljavno sklenjena in jo je nemogoče praktično odpovedati do leta 2026, do začetka tistega leta in do takrat pravzaprav nimamo izbire. Ja, ker v bistvu izvor tega velikega, visokega dolga so pa ravno investicije v Nazorjevo, pa tudi v Levstikovo. Gospod Prednik, vaše mnenje do tega novega sedeža stranke na Nazorjevi, ostati tam ali ne? Zdaj vseeno je treba poudariti, da dolg, pretežni del dolga izhaja že izpred desetletja in se s tem stranka oziroma predhodna vodstvo stranke s tem na nek način ni znalo soočiti. Ampak 800 000 novih vmes v 2 letih, ne? Drži. Zdaj, takoj po kongresu se bomo seveda vsi, kdorkoli bo v vodstvu stranke, seznanili z podrobnejšimi številkami, tudi meni podrobne številke niso znane in potem bo potrebno narediti tudi sanacijski načrt. To pa ni glavna domena predsednika, ampak predvsem glavnega tajnika. Kaj pa, ko ste ravno omenili, kaj pa gospod Klemen Žibert, bivši glavni tajnik, ne ostane zaposlen na stranki ali ne? Kar se tiče Klemna Žiberta, je v dobrobit stranke odstopil. To, kar smo pričakovali od vseh akterjev. Kakšna bo njegova nadaljna pot, se bo odločil sam, kolikor pa vem, pa niti sam nima želje biti niti zaposlen na stranki, niti delovati v stranki. Dobro, vaše mnenje, gospod Brglez, v zvezi s tem? Ja, podobno kot tisto, kar mislim, moramo res pogledati v natančne te zadeve in videti, v bistvu, kakšne so pogodbe, kakšne so pravzaprav možnosti, ampak sentimentalno biti vezan na eno, drugo stavbo ni najpomembnejša stvar. Že večkrat sem poudaril, bolj je važno vlagati ljudi, tu ukrepiti moramo konec koncev tudi strokovno ekipo v poslanski skupini, da se bo lahko enakovredno borila. To je meni veliko bolj pomembno, kot pravzaprav, kje konkretno bomo. Čim ceneje, glede na to, kaj si lahko privoščimo. Zdaj smo pri najpomembnejšem delu. Kaj želite, da socialna demokracija v Sloveniji je in postane? Gospod Beočan, in vi ste za Delo kritizirali vlado in rekli, da niste zadovoljni z uresničevanjem koalicijske pogodbe, predvsem ne na področjih zdravstva, stanovanj in kakovostnega življenja starejših. So torej to teme socialne demokracije v Sloveniji in ali boste, če boste predsednik, zahtevali, da SD prevzame katerega od teh resorjev? Absolutno so to pomembnejše teme socialne demokracije v Sloveniji, ki jih gre naslavljati. Ocenjujem, da v celotnem delovanju vlade še ni bilo storjenega dovolj na konkretno teh 3 področjih, da bi lahko tudi pohvalil vladi kakorkoli dal, ne glede na to, da smo, bom rekel, enakopravni partner v tej vladi. Zatorej si seveda želim, da na teh področjih prihaja do spremembe. Ne nujno vezano na, bom rekel,
nosilca posameznih resorjev. Zagotovo sodelujemo v vladi partnersko, kar pomeni, da moramo tudi v partnerstvu najti rešitve, predvsem pa jih implementirati. Tisto, kar je moj, bom rekel, ključen očitek tudi socialnim demokratom za preteklost je, da smo premalo učinkoviti pri izvajanju naših politik. Imamo fantastičen program, imamo zelo jasne usmeritve, ampak premalo smo konkretni, ko jih je potrebno, bom rekel, udejaniti v praksi. In to je tisto, bom rekel, tista smer delovanja, način delovanja, ki ga nameravam izboljšati. Ampak dejstvo je, ne, da je stranka v predvolilni kampanji največ pozornosti posvetila zdravstvu, tista že skoraj ponarodela v 30 dneh do specialista. Dobro, potem je ta resor vzelo Gibanje Svoboda kot največja stranka, pa vendar SD ni vzela nobenega od, bom rekel, bolj tradicionalno socialno-demokratskih resorjev v zgodovini. Vaše mnenje, gospod Brglez, 3 teme ali pa 3 ministrstva, ki naj ustrezajo prioritetam slovenskih socialnih demokratov? Tisto po neki logiki. Delo lahko tudi gospodarstvo zaradi mene. Potem se pa lahko pogovarjamo še o kakšnem državotvornem resorju, sam po sebi, zaradi tega, ker konec koncev je del socialne demokracije tudi varstvo ustavnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava, če hočete. Tako da ni čisto tam, kjer bi želeli, ampak morate pa vedeti, velik del tega programa je koalicija prepisala, ker nima drugega programa. To se nam je zgodilo tako tukaj kot v Evropi. Tudi von der Leyenova je prepisovala, da je lahko bila izvoljena na koncu. Tako da to sta 2 ravni. Eno, ideje naše so zelo sprejemljive, drugo je pa, kako uspemo dejansko te zadeve udejaniti. Odgovornost je pa na vseh 3. In ogromno zadev v zadju ne deluje tako, kot bi moralo za partnerske odnose v koaliciji. Na temu se treba posvetiti. Tudi vi ste bili zelo kritični, gospod Prednik, kot vodja poslanske skupine do delovanja koalicije. Kaj so torej zdaj teme socialne demokracije v Sloveniji, ki bodo ključne za prihodnost po vašem in ki morajo postati nekakšna središčna točka SD-ja? Ko smo šli v vlado in smo se pogajali za koalicijsko pogodbo in jo kasneje podpisali, smo socialni demokrati bili zadovoljni, ker smo ocenjevali, da je koalicijska pogodba usmerjena k socialni demokraciji. Seveda pa smo večkrat potem izrazili nezadovoljstvo zaradi neizvajanja te koalicijske pogodbe. Mi vodimo 4 resorje. Razmerja v koaliciji so znana, 41 oziroma 47 in to je potrebno imeti v vidu. In nam v tem trenutku ne preostane drugega, kot da največjo koalicijsko partnerico opozarjamo, da se ne izpolnjuje koalicijska pogodba na področju zdravstva. Kot rečeno, mi vodimo 4 resorje, se pa vedno soočamo s tem, da ko povemo kritiko vladi oziroma koaliciji, ki je seveda dobronamerna, mi kot grupacija koalicije moramo stremeti k javnemu zdravstvu, k stanovanjem in tako naprej. In socialni demokrati v teh delih nismo zadovoljni z izvajanjem koalicijske pogodbe. Pa vem, da se morda ne sliši dobro, ko pozivamo lastno koalicijsko partnerico k izvajanju tega, ampak nam kaj drugega ne preostane. Enako sem storil tudi v ponedeljek na vprašanjih predsedniku vlade. Upozoril sem ga, da koalicijske partnerice, ki vodijo resorje, ne izvajajo koalicijske pogodbe, ki je napisana socialdemokratsko. Ja, vi, gospod Prednik, tudi nikoli niste skrivali, da povsem dobro sodelujete s politiki iz nasprotnega pola. Ste torej po dolgem obdobju strank novih obrazov, o posledicah smo ravno kar nekaj slišali, za veliko koalicijo po naslednjih volitvah? Jaz mislim, da naša družba in politika ni zrela za veliko koalicijo. Preden se pride do neke velike koalicije, je potrebno par korakov prej marsikaj urediti. Dejstvo je, da v letu 2024 smo znotraj koalicije Levice in Gibanja Svoboda in naša naloga je, da ne samo svoje resorje vodimo tako, kot je potrebno, ampak da tudi opozarjamo na napake drugih resorjev. Kaj pa po naslednjih volitvah? Sem pa vedno bil zagovornik, da se pogovarjaš čez politični pol. To ne pomeni nujno, da se sodeluje v koaliciji, ampak pri določenih vprašanjih, ki so za državo pomembne. Naj opozorim na to, da Nemci imajo 3-4 nacionalne teme, ki jih ne glede na barvo vlade država pelje proti cilju. In to je rak rana slovenske politike. Ko pride nova oblast, je potrebno napisati vse na novo in projekte začeti znova.
potrebna je neka kontinuiteta in tudi nek politični konsens, kot na vse zadnje smo ga dosegli na, bom rekel, zelo nizki ravni, kar se tiče jedrske energije, ko smo koalicijske in opozicijske stranke dosegli dogovor, da gremo na referendum in se ljudje odločijo, ali želijo jedrsko energijo ali ne. Gospod Brglez, v katerem primeru, kdaj, če kdaj vi vidite veliko koalicijo SD, SDS na lokalnem nivoju in pri kakšnih stvareh, projektih, pri kadrovanjih, kar deluje, kaj pa na državnem nivoju? Lokalni nivo je nekaj čisto drugega in če je neko soglasje, Pločnik ni ideološko vprašanje, kje bo, kje ne bo, to je življenjsko vprašanje. Kar se pa tiče državne ravni, v bistvu je pa to veliko bolj komplicirana stvar, kot zgleda na prvi pogled. Sam nisem za to in nikoli nisem bil za to, da gremo v kakršnokoli takšno veliko koalicijo. Mislim, da je tudi to takšno spet eno od vprašanj, ki bi ga moral prepustiti vsemu članstvu, ampak mu tudi jasno povedati, brez mene. Ja, poiščite drugega, ki bo to delal. Jaz v imenu socialne demokracije v koalicijo z Janezom Janšom ne grem. Pod nobenimi pogoji. Dobro, gospod Bevčanin, vas je predsednik Nove Slovenije Matej Tonin celo javno hvalil, kar v SD pa še kje ni ostalo nespregledano. Če tako rečem, tudi sami ste v intervjuju rekli, da ne nasprotujete povezovanju, ki bi presegalo delitve. Takšno sodelovanje bi Sloveniji lahko koristilo. Še več, izjavili ste tudi, da ste kljub različnim političnim pogledom najbolje sodelovali z vlado Janeza Janše, pa so bile tudi druge leve vlade, ne? Kot župan, torej z SDS, da, kot predsednik parlamentarne stranke, če to postanete tudi? Torej, že kolega Brglez je jasno povedal, ne, da so nekatera vprašanja življenjska vprašanja in tukaj smo, v tega ne skrivam, doslej kot občina najbolje sodelovali s prejšnjo vlado Janeza Janše. Enako, bom rekel, je bil del te vlade Nova Slovenija, bila partnerica in tudi z njimi in njihovimi ministri smo zelo dobro delali. Boljše, in to bom rekel trdim, kot marsikdaj s katerim ministrom iz levega političnega prostora. Na nacionalni ravni je seveda zadeva drugačna. Teme so drugačne, vprašanja, ki se odpirajo, so drugačne, so večkrat povezana z ideologijo. Predvsem pa, bom rekel, je tista moja ključna osnova za partnerstvo pravzaprav to, da nihče v nobenem primeru ne tepta določenega dela prebivalstva. To se pa nažalost v stranki SDS-a Janeza Janše dogaja in bom rekel, v takem partnerstvu, bom rekel, osebno Socialnih demokratov ne vidim. Z Novo Slovenijo pa, ne? To ste pa že povedali. Z Novo Slovenijo dopuščam možnosti pravzaprav pogovorov, dogovorov, sodelovanja, predvsem pa, bom rekel, je pomembno tudi to, kar sem povedal zraven, da tega sodelovanja avtomatično ne napovedujem. Vseeno imamo kar nekaj pomembnih razlik in ukolikor smo te razlike sposobni seveda odpraviti, potem se lahko pogovarjamo, bom rekel, tudi z njimi v smislu doseganja tistih pomembnejših ciljev za državo. In oblikovanja koalicije očitno. Gospod Prednik, z Novo Slovenijo? Nova Slovenija je trenutno opozicijska stranka, tako jaz kot stranka lahko sodeluje s tistimi, ki imajo enake enake vsebine in tudi delijo enake vrednote. Je to NSI ali ne? Morda je kakšna stična točka, zagotovo pa to ni ideologija. Gospod Brglez, želeli ste? Ja, v bistvu dva vidika sta, ki sta vedno pomembna, sem ga že enkrat povedal. Ni problema v bistvu s podobno mislečimi in to recimo tisti, ki mu tudi delijo velik del socialdemokratskih vrednot, torej z levico se uskladiti v koaliciji. Po drugi strani razmišlja tudi o socialno-liberalcih, ker dejansko v Evropi mi narekujemo tempo, pri nas v vladi pa je ravno obratno in tukaj se da nekaj narediti, ampak bolj pomembno pa je, komu ti dejansko lahko zaupaš na drugi strani. Jaz sem bil predsednik državnega zbora, edinimu, ki sem mu lahko zaupal na desni strani, pa da se je držal dogovorov, je bila Ljudmila Novak. Te ni v vodstvu, dokler ni kredibilnega vodstva, z njim ne moreš delati. Dobro, proti koncu gremo, zdaj neka serija krajših vprašanj, da nam ne zmanjka časa. Kdo se vam zdi najboljši predsednik SD v samostojni Sloveniji do zdaj? Ciril Ribičič, Janez Kocjančič, Borut Pahor, Igor Lukšič, Dejan Židan, Tanja Fajon, gospod Brglez. Vračamo se k koreninam, Ciril Ribičič. Dobro, gospod Prednik. Zagotovo je vsak od njih imel mnogo prednosti in tudi kakšno slabost. Če bi morali izbrati enega, pa bi to bil?
Ne bi se opredeljeval. Dobro, gospod Beočanin. Enako velja zame, se ne opredeljujem, bom rekel, ne do bivših predsednikov, ne do bivših glavnih tajnikov, kot tudi ne, bom rekel, na nobenih volitvah do protikandidatov, torej ne, sem zagovornik jasne smeri in predvsem pogleda v prihodnost. Dobro, SD ima veliko posebnost med strankami, glavnega tajnika, torej prvega operativca stranke, desno roko predsednika stranke, predsednice, voli kongres in si ga predsednik ne more kar izbrati kot v drugih strankah. Kdo je vaša izbira? Tisti, ki ga lahko navedete kot del svoje ekipe in članstvu, delegatom na kongresu tudi poveste, to je moj izbor, pa vajo potem oba izvolijo, če tako želijo. Gospod Beočanin, kdo? Danes je še prezgodaj, da bi lahko dal odgovor na to vprašanje. Zakaj? Vodim bom rekel, pogovore z različnimi kandidati za glavnega tajnika. Ta trenutek pravzaprav nimam še končne potrditve katerega koli od teh, ne, da bi lahko bil tista moja desna roka pri izvrševanju, bom rekel, organiziranja, kot sem si ga znotraj stranke tudi zamislil. Kdaj boste potem to svojo odločitev sporočili? To je pomembno vprašanje za delegate na kongresu. Zagotovo in računam na to, da jo bom sporočil seveda pred kongresom. Mora pa, bom rekel, kot rečeno, še nekaj pogovorov steči, tudi konec koncev pri kandidatih samih dozoreti tista končna odločitev povezana tudi z vprašanjem, kot ste mi ga prej ste ga nam zastavili, ne, torej ali greste v kandidaturi do konca. Gospod Prednik, gospod Selan. Ne glede na to, kdo bo, bomo sodelovali dobro. Moja izbira med vsemi, ki so soglasje dali, pa je gospod Selan. Gospod Brglez. Moja izbira je tudi jasna, Živa Živković, deklica za vse pri stranki, praktično. Mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembna, da v bistvu lahko vse te razne silnice zna spraviti skupaj. Na drugi strani pa treba vedeti, naše ekipe se marsičem prekrivajo. Jaz nimam nobenega problema s tem, ker konec koncev mi bomo morali po tem kongresu delati naprej. Ja, saj to sem vas hotel vprašati, ne, ker ste ravno v danes objavljeni intervju za Delo rekli, da je del vaše ekipe tudi sedanja podpredsednica SD-ja in državnega zbora Meira Hot. Ampak čakajte, ne, ona je pa javno povedala, da za predsednika podpira Janija Prednika. Ja, ampak je pripravljena delati tudi moji ekipi. In jaz vem, da moram imeti kot predsednik stranke tesen stik z poslansko skupino. Kako pa vi to razumete? Kako pa vi to razumete, gospod Prednik? Ona je vendarle vaša, bom rekel, ena od najbolj vidnih podpornic, zdaj pa gospod Brglez pravi, da je v njegovi ekipi. No, sej dejstvo je, da kdorkoli od nas treh bo izvoljen, kdorkoli bo izvoljen na podpredsedniško mesto, vsi bomo v stranki sodelovali, vsi si bomo pomagali in vsi bomo stranko peljali v boljše čase, kdorkoli bo izvoljen tako na mesto predsednika, kot na mesto podpredsednic in podpredsednikov. Koga od protikandidatov boste podprli, če ne pridete v drugi krog, gospod Beočanin? Kot rečeno, ne protikandidatov, bom rekel pa ne predhodnikov ali kakorkoli ne komentiram. Dobro, tudi vi ne, gospod Prednik? Tudi to odločitev bom prepustil delegatom. Sam enkrat se mi je v političnih bojih zgodilo, da sem nekaj povedal, v takem primeru, kar je bilo relativno odkrito, ampak očitno v bistvu fair playov ni, tako da niti podrazno ne morem nič povedati glede tega v tem trenutku. Ne, da bom prišel na drugi krog, zmagal bom. Dobro, o tem bo odločilo 409 delegatk in delegatov na kongresu 13. aprila. Tik preden končamo, zelo kratko, vi ste vodja poslanske skupine, gospod Prednik. Zelo kritični ste bili do ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh. Danes, ko to snemamo, se ravno začenja razprava v parlamentu, potem glasovanje bo enkrat zvečer, mislim, da je skoraj 12 ur razprave. Vi ste rekli šlamastika. Kaj torej, boste podprli interpelacijo ministrice danes? Zakon, ki še vedno velja in na podlagi katerega je 13.000 računalnikov kupila, ni jih pa znala razdeliti, je šlamastika. Zatem vztrajam. Verjamem, da zakon oziroma novela zakona, ki ga je predlagala v državni zbor, bo pomenil tudi razdelitev teh računalnikov. Ni v naši domeni, v domeni Socialnih demokratov, da nastavljamo ministre drugih strank, bi pa pričakovali tudi od drugih strank, da so do svojih ministrov nekoliko bolj kritični in če vidijo, da se resor ne vodi, kot je potrebno, sami urgirajo in potegnejo poteze. In kaj boste torej danes poslanci SD glasovali proti interpelaciji? Mi smo koalicijska stranka in tudi v koalicijski pogodbi imamo zapisano, da se glasuje proti interpelacijam. Ponovim,
bi pa pričakovali od največje vladne stranke, da je nekoliko kritična do sebe in do svojih ministrov in tudi sama potegne kakšno potezo. Zakaj zmajate z glavo, gospod Brglez, ob tem? Ja, zaradi tega, ker poznam parlamentarno delo. In bi tudi vi V kaj? bistvu, ko si enkrat v koaliciji, ne moreš rusiti koalicije na enem ministru. Tudi če je zadeva še tako neprijetna, tukaj pač običajno interpelacije pomeni kvečemu, da se koalicija konsolidira in vsi skupaj stopijo. Tudi če ni treba braniti takih. Ampak niso to mešani signali, da po eni strani rečeš, da je to šlamastika, potem pa, ko pride do glasovanja... Ampak v bistvu sta dva nivoja. Eno je povedati svoje mnenje, drugo je pa, kako glasujem. Zavezani smo v glasovanju, nismo pa zavezani... Po lastni vesti, da. Nismo pa zavezani kot poslanci v tem parlamentu, da nam kdorkoli ukazuje, kako bomo govorili. In to pa ne pride v poštev. Gospod Beočanin. Absolutno. Prav je, da imamo socialni demokrati svoje mnenje, da ga izpostavimo in da opozorimo pravzaprav na vse tiste zadeve, ki so kritične. Sem pa osebno sicer bistveno bolj pristaš tega dialoga in dogovarjanja in opozarjanja za štirimi zidovi, in ne bom rekel, kar vse splošno pred oziroma pod sojem medijskih žarometov. Bi si pa absolutno želel seveda, da velja to pravzaprav v vseh treh smereh med vsemi koalicijskimi partnericami. Dobro, bomo videli, kakšen bo končni razplet. Kongres, kot rečeno, 13. april, 409 delegatk in delegatov bo določilo vašo usodo. Nekdo od vas treh bo novi predsednik SD, če seveda ne pride do, bom rekel, presenečenja in se nekdo pojavi s podpisi tretjine delegatov. Bomo videli. Do takrat pa, spoštovani gostje, najlepša hvala za danes, gospod Beočanin, gospod Prednik in gospod Brglez. Hvala in srečno. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo v zvezi z tekmo na čelu SD dogajalo, bomo še naprej spremljali na n1info.si, zato bodite z nami. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.